Denis Sarkić, gospa Brezigarjeva, ali drži informacija, da ste včeraj popoldne klicali kolego Vladimira Voduška in mu rekli, da naj začne snemati na Neubergerjevi aretacijo? To je prvo. In drugo me zanima, ali je to, po vašem mnenju, poslovni umor tožilca Penka? Na prvo vprašanje je odgovor ne, na drugo vprašanje pa državni tožilci, ki so dolžni ravnati po zakonu, ne morejo odgovarjati. Državni tožilci so dolžni usmerjati predkazenski postopek, kadar je to potrebno. Državni tožilci so dolžni začeti kazenski postopek, če dokazi in podatki za to kažejo. In to je edino merilo, ki je pomembno pri državnih tožilcih. Katja Šruga, Pop TV, kdaj bodo vložene kazenske ovadbe? Če lahko poveste, na kaj točno se je nanašala ta dokumentacija, ki je bila včeraj zasežena torej gospodu tožilcu. To me zanima in na kakšen način ste prišli do informacije, da sta se torej sestala po vaših podatkih že večkrat in če imate natančno informacijo, o čem ste se na teh sestankih pogovarjala, oba dva osumljena? To je verjetno vprašanje bolj zame kot za tožilstvo. Kazenska ovadba bo sestavljena v naslednjih dneh. Na drugo vprašanje o vsebini te dokumentacije vam ne morem dati odgovora, ker se vprašanje nanaša na vsebino postopka, ki poteka. Dovolj dokumentacije pa je, iz katere izhaja utemeljen razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Na vprašanje, kdo nas je obvestil, če sem vas prav razumel, pa vam bo odgovoril, da policija ne razkriva svojih virov, pa ne po vzoru novinarjev, ampak tudi po vzoru stroke. S kakšnimi metodami ste prišli do teh podatkov, sledenjem, prisluhi in če imate natančnejše informacije, o čem sta se oba osumljena pogovarjala na teh, mislim, da 3 sestankih, če sem prav razumela? Uporabili smo prikrite ukrepe po 149. členu Zakona o kazenskem postopku, gre za tajno sledenje. O vseh ostalih vsebinah pa bo policija obvestila tožilstvo, tako kot je to zapisano v zakonu. Če se ne motim, Peter Soldat Finance, če se ne motim, ste govorili o protipravni pridobitvi premoženjske koristi. Zakaj je šlo natančno, če lahko? Jaz sem že enkrat povedal, da sem kot direktor uprave kriminalistične policije zelo neatraktiven sogovornik, ker vam bom zopet mogel odgovoriti, da vam tega ne morem povedati. Lahko, prosim? Jaz bi vprašal, ker ste dejali, da je bila zasežena osumljencu na kraju določena količina policijske, sodne in tožilske dokumentacije. Ali je to dokumentacija, do katere je sicer tožilec imel dostop po svoje službeni dolžnosti, ali gre za dokumentacijo, do katere po svoje službeni dolžnosti ni imel dostopa? To bo ugotovljeno v nadaljnjem postopku, na kakšen način je tožilec do te dokumentacije prišel, ampak to dejstvo niti ni tako ključno za obstoj kaznivega dejanja. Še eno vprašanje, prosim, pri predlogu za odredbo za hišno preiskavo so bili največ navedeni določeni utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in ali da se na lokaciji, kjer bi naj bila izvedena hišna preiskava, nahaja neki predmeti, ki jih želite zasežiti. Torej, ali sodnik temu predlogu ni sledil zato, ker je presodil, da ne obstajajo utemeljeni razlogi za storitve kaznivega dejanja ali je presodil, da ne obstajajo razlogi, da se na tej lokaciji nahajajo predmeti. Prvič, ocena policije in tožilstva je, da je že na podlagi te dokumentacije, ki smo zasegli, razlog za sum utemeljen. Našemu predlogu za izdajo odredbe za hišno preiskavo dežurni preiskovalni sodnik ni sledil. Zakaj temu ni sledil, pa seveda ni stvar policija, da to komentira. To je vsebina njegove odločitve. Ampak v svoji odločitvi je verjetno navedel, ali vidi, to verjetno je vprašanje za tožilstvo, ali torej ne obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da obstaja kaznivo dejanje,
ali se je nanašalo na to lokacijo. Zakaj torej temu predlogu ni sledil? Zaradi tega, ker ni videl razloga za sum storitve kaznivega dejanja ali ni videl razloga, da bi se ta lokacija predelala? Kot sem že na začetku povedala, na konkretna vprašanja seveda ne bomo odgovarjali, ker prvo, kar je, so to pristojni tisti tožilci, ki so neposredno sodelovali pri zadevi in tisti policisti, tisti o zadevah tudi največ vedo. Tako policisti kot tožilci so ocenili, da je predlog za hišno preiskavo utemeljen, sodnik je ocenil drugače. Torej, z hišnimi preiskavami policija in tožilstvo zbira podatke za to, da lahko podkrepi razloge za nadaljnji postopek. Kako bo in ali je v konkretni situaciji, kljub temu, da sodnik ni odredil hišne preiskave in tako ni bilo mogoče zbrati dodatne dokumentacije, ali to zadošča za začetek kazenskega postopka, bo seveda odločal na to tožilec in če bo tožilec odločil, da zadošča, bo seveda za njim še sodišče. Svoj del posla je do zdaj tožilec z usmerjanjem opravil, kaj bo naprej, bomo videli. Zdaj v zvezi s tem je pa treba vendarle povedati, da glede na to, da so vaša vprašanja zelo vsebinska, midva na vsebinska vprašanja ne bova odgovarjala in tudi najbrž faza postopka tega ne omogoča. Ker od tega je odvisna tudi usoda ovadbe, če je presodil sodnik, da ni utemeljenih razlogov za sum. To bomo videli, kakšna bo usoda. Lahko pa najbrž odgovorite na to, oprostite, odvetnik, torej enega od osumljenih, gospod Čeferin, je trdno prepričan, da torej dokazov ni in je že javno napoveduje tožbo. Če lahko jaz to povem, mene to posem ničemer ne čudi. Naloga obrambe je, da brani obdolženca, osumljenca. In v tem oziru odvetnik samo upravlja svojo funkcijo. Policija upravlja svojo funkcijo, tožilstvo upravlja svojo funkcijo. Naše odkrivanje kaznivih dejanj in storilcev, tožilstvo pregon. Tako da, še kaj za dodati? Gospod Jevšek, ja. Pardon, gospod Breznik, kar izvolite. Ne, sem hotel zaključiti, vam še eno vprašanje, ker počasi vsebinsko se ne bomo mogli pogovarjati. Zakaj ravno aretacija včeraj? Govori se, da se povezuje to z odpiranjem SCT-jevega tunela v Šentvidu, o tem, da se na tekmi nekako ne srečata na tribuni premije in gospod Zidar na Dunaju, kakor tudi zato, ker potem, ko prekine, se pravi, ta funkcija državnega tožilca gospodu Penku, je nekako malo čudno, da se ga aretira. Državni tožilec je še vedno, gospod Penko je danes še državni tožilec. Ampak če bi ga, na primer, jutri. Torej, kar se tiče tega, zdaj, da ne bo pomote, kar se tiče funkcije. Funkcija je tukaj tista, ki kaže lahko na zlorabo položaja, če nekdo komunicira z osumljencem in seveda prihaja do nekih dogovorov. In seveda je to povezano s tem, ali nekomu lahko očitaš storitev kaznivega dejanja ali ne. In v tem smislu je ta funkcija tukaj pomembna. Kar pa se tiče same kazenske ovadbe, bo pa seveda mogoče videti šele potem, kaj se bo z njo zgodilo. Ostale stvari, ki ste jih omenil, pa mislim, da nimajo prav nobene zveze s policijskim in pa s tožilskim delom, to boste pač morali na koga drugega nasloviti. Mi opravljamo svoje delo. Policija je organ odkrivanja storilcev kaznivih dejanj, tožilstvo je organ pregona in v okviru te zakonodaje opravljamo svoje delo in v okviru te zakonodaje ukrepamo ne glede na to, kakšne plane ima kdo. Če so razlogi za sum, se ukrepa. To je naša dolžnost. Samo to še vprašanje, da zasežena najdena dokumentacija nosila kakšno oznako zaupnosti ali je šlo za dokumente, ki niso bili o podrobnostih vam ne bom govoril, upam, da razumete. Samo še eno vprašanje na koncu, pa prosim, če počasi zaključimo. Drugo vprašanje je imel Mitja Fejc dela. Če lahko gospa Brezgar potrdite, če so mogoče danes finski preiskovalci na vrhovnem tožilstvu glede te afere Katja. To je sicer druga tema, samo na kratko. O predkazenskem postopku ne dajemo informacij. Ne vem pa, od kje vam te informacije, to morate pač vprašati tam, kjer so vam jih dali. Jaz nič ne vem o tem.
Ali lahko še sam z tega stališča, gospod Breznikar, zakaj je moralno sporno to, kar je v tem delu? Tudi zato, ker se mogoče dogovarjali že, da bi branil Zidarja? Govorim o ukrepanju nekoga kot tožilca v predkazenskem postopku, v katerem so določene osebe osumljene. To je tisto, kar je tukaj pomembno. Hvala lepa. Hvala. Gospod Jevšek, samo še eno vprašanje, če lahko. A se vam zdi, da je to mal flop, kar se vam dogaja zdaj v medijih?